Dober večer, dober dan, dober večer vsem. Dober večer. Se slišimo, vidimo. Čudovito. Dober večer. Dobro večer. Evo, pa je teden naokrog, a ne? Kar naenkrat je teden naokrog. Kaj se vam zdi? A je pri vas tudi tako dežval pa pihal, kakor pri nas? Tudi, ja, tudi. Je, ne? Je. Upam, da ni kjer mu strehe odnesel ali pa kaj To podobnega. ni, to hudo ni bilo. Sam dež je pa ves okvarjen, voda, ki pade dol, je pa strupena, baje, ljudje jamrajo, da jih vse boli, peče, oči, kožne izpuščajo, dobijo. Čudne stvari se dogajajo, no, moram kar reči. Tako da, res. So kar fajn ne bo naprašali, ja. A ne? Ja, Ja. Pa ta teden se je zelo veliko dogajalo, moram reči, tudi pri nas v društvu, pa še se bo do drugega tedna. Bomo vse danes povedali. A pri vas je kaj novega, tako izrazitega? A je kdo kakšno noč, ki je ni prespal od hudega? Ja, odprite mikrofone pa povejte. Dobro. Prav, če ne začnemo z našim programom danes, kaj nam drugega ostane, a ne? Dobro, se strinjamo? ja. Ok, potem pa kaj nam ostane drugega, kakor da si privoščimo ta večer skupaj z novimi informacijami. Evo, širimo znanje, spreminjamo življenja. In prva stvar, ki je, hvala, da ste se danes odzvali, da smo skupaj, da bomo preživeli ta večer. In pa vas prosim, seveda, tako kot tukaj piše, da se prihodnji teden, ko bomo imeli 5. redno srečanje občnega zbora, zberemo v največjem možnem številu, pa kdor bi lahko, je povabljen, da pride fizično, seveda sem, zaradi podpisnikov, zaradi stvari, ker pri občnem zboru je treba biti in fizično, seveda tudi prisoten po statutu, vsaj 10, 11 nas mora biti podpisanih, da lahko na koncu sprejmemo sklepe in izvršimo vse naloge, ampak o tem kasneje. Se pravi, program srečanja, tako kot ponavadi, pregled zapisnika iz našega 168. srečanja prejšnji teden, 15. junija 2024. In sicer je to zapisnik, pa vas vprašam, ima kdo pripombo na zapisnik. Najprej bi se rad Teji zahvalil. Teja, pridi pozdraviti, je prišla prisotna danes tudi. Teja, pridi. Evo, Pozdravljam vse. evo tam malo pomahaj, živijo Ja, vsem živijo, skupaj, živijo. živijo. Ja. Hvala ti še enkrat. Hvala. Veliko dela je bilo, ne? Ja, kar Ja, veliko smo zahtevno povedali. poslušanje. Dobro, evo, hvala ti, Hvala. 100-krat, ja. Tako pridna, res vestna, zmeri pride natančno na uro, pride v mail, zapisnik končan, tako da res to je največ vreden, kar je lahko, ko lahko človek pričakuje takrat, ko je dogovorjeno. Če ima kdo kakšno pripombo, naj pove sedaj. Glede na to, da ni pripomb, sklepam, da je zapisnik sprejet brez pripomb, enoglasno. Hvala vsem. In tudi ta zapisnik z dne 15.6.2024, ki je nastal ob 19. uri, na prejšnjem srečanju potrjujemo enoglasno in ga bomo dali v naš društveni Belis arhiv. Hvala lepa. Sveda pa, kot sem že prej omenil, vas vabimo na 5. redni občni zbor. Včeraj je imel upravni odbor Društva Belis za srečno življenje zapisnik, kjer smo na 8. redni seji upravnega odbora Društva za srečno življenje Belis 21.6.2024 po elektronski komunikaciji smo se udeležili v upravnem odboru in dnevni red, kot vidite, je bil predlog 5. rednega občnega zbora. Sklep pa je upravni odbor soglasno sprejel, da se izvede na ta datum 5. redni občni zbor, zato ste res srčno vabljeni. Zapisnik si lahko pa seveda preberete.
na elektronski pošti, ki smo vam ga poslali na linku. Evo, čas je, da ugotovimo svoje slabosti. In ne glejte name, ko jih naštevate. Danes bo malo bolj v komičnem smislu, resne stvari bomo govorili bolj na komičen smislu. In sicer po tej predstavitvi našega današnjega programa bo Mihael Belis naredil totalko. Razvozlali smo pravi skriti namen 17 ciljev trajnostnega razvoja iz agende 2030. Povem vam, da ni bilo lahko najti obratnega pomena, obratnega smisla. Res je, da ni vse slabo mišljeno, ljudje verjamejo, vendar v ozadju je agenda neusmiljena. Človek verjame, da vzame tisti sir, da bo sit, v bistvu ga pa ujamejo v mišolovko. Tako da ognimo se mišolovke. To je ta totalka in z velikim veseljem vam bomo danes predstavili na današnji dan izjemni program, ki je posebej za vas, bom rekel kar za nas, ker jaz sem tudi se krepko nasmejal, ko sem to ustvarjal. Moram reči, sem rekel enkrat, da ne bomo skrajno resni, ker imamo res dosti resnih tem in če smo društvo za srečno življenje, pa dajmo to resnost malo tudi včasih obrniti na tragikomiko, a ne, ko živimo v času, ko je vsakdanji življenjski spektakel pravi cirkus, v katerem je vsaka politična točka v praksi bolj nora od prejšnje. Na papirju zvenijo angelsko, čudovito, človek bi si kar v žep dal, pa kar skozi me tako lepo zveni, trajnostno, srečno, happy, sprehodi, kolesa, zdravje, vse poka, zdravo nebo, čudovito, a ne, v resnici pa se potem v praksi vse te stvari pokažejo za satanske. Tudi zdrava in učinkovita in varna cepiva. Več o tem pa seveda potem v živo. Tukaj sem naredil, poglejte, eno stvar za zaposlovanje v času agende 2030 v zadnjih 4-5 letih. Širjenje oženja urada za zaposlovanje na račun kohezijskih sredstev. Gre za Republiko Slovenijo in ko pride človek seveda v pisarno, ga vpraša uradnica, in kakšne so vaše osebne ambicije, da imam čim manj opravil, več časa in čim več denarja za to ambicijo. Takšno je danes dejstvo okrog tega. Denarja Evropska unija da dovolj, zakonov ni treba spoštovati, ustave ni treba spoštovati, potem pa denar se pa skrije, a ne. Tako gre to po slovensko, čist po domače. Zunaj uradno, krasno, vse štima, v ozadju pa vse črno, kakor vemo. Ampak brez očitkov, to so dejstva. Ne? Dejstva. Ko bom imel, bo Ivilijana danes povedala blagoslov, blagoslov zate, blagoslov zame. In kaj je pravzaprav blagoslov? Blagoslov je moč dobrih želja in dobrih dejanj. Ta blagoslov, ki izraža moč dobrih želja, se izraža skozi iskrena dejanja, skozi naša iskrena dejanja vsakega posebej, skozi dejanja ljubezni, dejanja sočutja, podpore, ter povezuje vse ljudi v skupnost, polni spoštovanja, razumevanja in vzajemne spodbude, kadar pride res iz srca. Takrat se pušča sled sreče, sled ljubezni in upanja v našem vsakdanjem življenju. Tako da o tem več seveda potem Ivilijana Belis. Po njeni predstavitvi blagoslovov pa sem jaz včeraj, oziroma danes zjutraj, veste, mi je prišlo po mailu od dr. David Martina intervju, ki sta ga imela z Alex Jonesom par ur pred tem in so ga ravno kar seveda updatali, in ker sem naročen na te novice, sem dobil takoj objavo, sem se lotil in sem vse to presnel, prevedel, kar čez noč do danes, tako da bomo z najnovejšimi novicami seznanjeni, kar se tega tiče. Torej, posnetek intervjuja, ki je bil 21.6. 120 minut traja ta intervju in vam povem, skupaj bomo prisluhnili najnovejšim odkritjem, kot sem rekel, z dr. Davidom Martinom, ki razpravlja o različnih temah povezanih z globalnimi dogodki in pandemijo COVID-19. V tem intervjuju dr. Martin poudarja pomen razumevanja trenutne globalne situacije. Ponavljam, pomen trenutne globalne situacije, in sicer kot oblike tretje svetovne vojne.
in potrebo, da se ljudje prebudimo in končno ukrepamo, tudi tisti, ki so v službi in se zavedajo, da delajo za agendo, čeprav od tega živijo. Takšni državljani, nedolžni plačanci, so glavni izvajalci agende 2030 in krivi za milijonske smrti doma in v svetu. Vsak posebej nič kriv, ko pa vzameš skupaj, v seštevku je pa to enormna energija, ki suportira satanizem. David Martin bo razpravljal tudi o izvoru koronavirusa in razvoju cepiv ter bo poudarjal potrebo po preglednosti in odgovornosti. Spodbuja ljudi, da naj bodo obveščeni, seveda ne od glavnih medijev, ki so trobilo vseh teh elit, ampak naj finančno podprejo alternativne platforme, ki se res potrudijo, poiščejo njihove dokumente in družbo obvestijo o resničnih dogodkih, o resničnih nevarnostih. Marsikomu se lahko reši življenje. In da se aktivno vsi vključimo v vsakdanje življenje, v politiko, in ko so dogodki, ko se nekaj predlaga, da to skupaj naredimo in da zabremzamo te določene stvari. So ljudje, ki so pametni in vidijo, kaj se da v družbi narediti, takrat stopimo skupaj v akcijo. In pogovor se poglablja v vlogo posameznikov, vseh nas pri oblikovanju prihodnosti in pomenu upiranja tem močnim entitetam, ki od nas želijo, da svobodno z njimi sodelujemo. Glejte, mi smo svobodna bitja, kolikor smo svobodna bitja, in te njihove ponudbe so strašansko mamljive, vendar pogubne. In skozi intervju bo dr. Martin danes povedal, ko ga bomo na koncu zvečer gledali, da morajo biti ljudje, vsi moramo biti pripravljeni, obveščeni in aktivno vključeni v oblikovanje naše boljše prihodnosti in prihodnosti za naše zanamce, za naše otroke in otrok naših otrok. Glejte, to je edina rešitev. Torej, vabljeni k skupnemu ogledu neverjetnega intervjuja z dokaznim gradivom. Jaz sem si vzel celo čas, ko sem delal prevod, ko sem delal prepis, sem ta prepis iz angleščine ne samo za prevod pripravil sem ga tudi v pisni obliki, in če boste v tretjem delu našega vabila, ki sem vam ga po mailu poslal, si lahko presnamete pisni, kompletni prevod, ki smo ga pripravili za člane, tako da imate vse to, kar bo dr. David Martin povedal, tudi pisno. In zakaj se mi je zdelo to pomembno? Pomembno se mi je zdelo zato, ker navaja vse dokaze in vse te dokaze seveda je priložil tudi v svojem videoposnetku linke, ciljne linke, kjer se to najde. Od vseh spletnih strani, o katerih govori, in pa seveda o vseh stvarih, za katere so govorili, da so državno, ne vem, potrjene s certifikati in tako naprej. Tako da imate vse to tudi zlinkano. Tako, vabljeni k temu ogledu. Zdaj pa še srčna hvala vsem vam, dragi člani, dragi podporniki, dragi državljani, drage Slovenke, dragi Slovenci, tudi vsi tisti, ki nas spremljate danes na družbenih omrežjih, ko smo sedaj v živo, in vsem tukaj pa vsem pričujočim na Zoomu. Prijeli smo pismo naše aktivne članice, gospe Maje Ervedenik, v društvo, poleg vseh vaših darov, tudi njeno sporočilo, in boste videli, na tem mestu se društvo Belis z vsemi člani iz srca zahvaljuje gospe Maji za poslana in podarjena umetniška dela, ki jih je velikodušno odstopila v korist društva. Vsa njena umetniška dela bomo danes tukaj pokazali, v nadaljevanju jih predstavili v sliki, skupaj z našimi opisi. Nas so te slike zelo presenetile, ko smo dobili tale paket, in vsako njeno umetniško delo smo doživeli po svoje, doživljali. In seveda smo naredili popis, tako kot mi vidimo te slike, in smo jih opisali za vas. Kako jih vidi gospa Maja, verjetno drugače, vi jih vidite verjetno tudi drugače, ampak vsak ima pravico povedati, kako vidi in doživlja, a ne? Slike so na prodaj darovane, in to je aukcija, in vse slike, ki jih boste videli,
lahko po vaši osebni oceni, to je vaša osebna ocena umetniškega dela, ter po vaših finančnih zmožnostih in sposobnostih lahko kupite tisto, ki se bo najbolj dotaknila vašega srca in globine vaše duše. Dostavo ali prevzem dogovorimo po prejemu, plačila te aukcije in pa tudi pri vsaki sliki seveda je tudi telefon. Evo, in to je pismo, ki ga je gospa Maja 12.6.24 spisala. V društvu smo to prejeli in danes evo imamo to pismo. Pa, glejte, če dovolite, bi ga jaz prebral za vse nas. Spoštovani dragi Iviljana, Mihael in člani, prijatelji, osebno se ne poznamo, a poznamo se v duši že dolgo. Vesela sem, da sem član tega društva že 4-5 let, da sem član istomislečih ljudi. Srečna sem, da raziskujemo, se izobražujemo vsi skupaj, da prejemamo znanje, ki ga lahko udejanjimo, da nekdo tako dobro spregovori s toliko znanja, ker samo premišljujem in tukaj to potrditev dobim, da je res, kar sami mislimo, dvomimo. Res hvala za vse to, kar govorite, in zato društvo ne sme utihniti. Sama imam majhno pokojnino in svoje malo znanje, ki ga uporabljam iz srca in rada to doniram. Včasih tudi prodam in s tem plačam kakšno položnico, darilo. In ker je moje društvo v krizi, sem se odločila, da temu društvu doniram nekaj svojih del. Ni me sram dajati iz srca, ker sem brez akademske izobrazbe, vem tudi, da društvo daje svoje znanje iz svojega srca. Želim, da društvo prejme moja dela v svojo last in jih unovči za delo društva. Jaz cene ne postavljam, edino če dobim naročilo po njihovi želji. Veliko sem s svojimi deli dobila, ko sem ostala brez službe, ko je šla firma v stečaj. Uživam v tem delu in dajem duši svobodo. Držim se vedno spomina profesor Močnika, če res tako vidiš, potem tako delaj iz srca. Bila sem tihi podpornik društva, a sedaj sem aktivni član društva in še naprej bom pisala in spodbujala v svoji občini po vaših predavanjih. Resnično hvala za vse dobro, kar dobivamo od velikega znanja Mihaela, Iviljane in vseh ostalih, ki jih slišimo. Res pa je, da moramo tudi sami delati, pisati se, boriti se, učiti in kar je dobro za vse nas. In ker rada razmišljam, ustvarjam, pravim, zakaj naj kopičim svoja dela? A ni bolje, da to darujem in osrečim tudi druge, ki to ne morejo, ne znajo. Znajo pa kaj drugega in mi dajajo nazaj veselje, dobro voljo, dobro besedo, ki tudi meni ogreje srce, ti daje življenje pomembno in se radostiš ob malih dejanjih. Spoštuješ sebe in vse okrog sebe, vidiš, da živiš v raju, saj imamo vse, če imamo sebe in tako predane ljudi. Zato iskrena hvala, da imam to društvo, krasne ljudi, z ljubeznijo in spoštovanjem, Maja Vedenik, srčna hvala iz vsega srca. To smo dobili po pošti, grafiko pokrajino ob Obrežju, čudovito, čudovito, Maja. Podali smo tudi v Wordu, tako da si lahko prevzamete ta kompleten opus teh poslanih del, si lahko presnamete tudi iz našega maila. Samo Rok v Siju smo dali naslov tej grafiki, tej sliki. Telo v vrtincu, seveda najprej človek gleda samo kroge, ko pa vidi telo, zvito telo, ki ga požira vrtinec, tako smo mi to doživljali v bolečini, ko se bori, da ga ne bi izgubili, če pa ga že izgubimo, ga pa izgubimo s srečo, zadovoljstvom in s tem, da bo lep spomin na nas v tem duhu. Olje na platnu, mir in spokoj Belopeškega jezera, transcendenca ustvarjanja, mlado dekle, ki se postavi v luč svetlobe, ima 4 osnovne barve v desni roki in s čopičem riše luč, sonce, radost, veselje ustvarjanja. Olje na platno, še eno Belopeško jezero s čolnom,
Tudi to smo opisali, in če boste pogledali v elektronski pošti, seveda je vsaka slika podnaslovljena, in ko se klikne na sliko ali pa na kup, se vam odpre seveda tudi možnost vplačila. Sliko boste potem prejeli po dogovoru, je tudi telefonska številka, ko boste vplačali, pa se dogovorimo, da vam to potem to delo umetniško od naše članice, gospe Maje, tudi posredujemo po pošti. Hvala lepa še enkrat vsem članom, ki ste finančno prispevali, srčna hvala. Vsem, ki ste kako drugače prispevali z domačimi izdelki, z dobrimi mislimi, z blagoslovi, srčna hvala. In Maja, še enkrat hvala. Vsak torek, ko veste, evo, klepetamo, imamo torkove večere, tako da dobrodošli. Zdaj bomo imeli še torkov večer, potem bomo imeli naš občni zbor. Pa mislim, da je mal čas, da si vzamemo kakšen dopust, mal pauzice, ker jesen bo očitno vroča. Da se ne pregrejemo, ampak da se spočijemo in ko bo treba začnemo. Tako da to bomo še dorekli prihodnji teden, toliko vednost naprej. V torkovem večeru bomo pa imeli pravno pomoč in zagovorništvo, raziskovanje možnosti pravne pomoči in zagovorništva za zaščito lokalnih pravic pred samovoljno oblastjo. Jaz bom pripravil veliko zanimivih formularjev, veliko novih idej. Pridite, ker bo zanimivo, poučno za vsakega, in mislim, da je končno, da sem našel rešitev, kjer državljani res lahko storimo eno zanimivo stvar. Tako da dobrodošli v torek na torkov večer. Prav, se vidimo. Naj vam povem, imam veselo novico, in sicer odlično dobljeno sodbo v Ameriki glede cepljenja. Tudi mene je zelo zavestila, marsikaj, veste, sem vedel, marsikaj sem razumel. Ampak, ko sem hotel nekomu povedati glede tega, glede cepljenja, kaj mislim in kako, se mi je zmeri zafeclalo. Tokrat vam pa povem sledeče in bom kar prebral. Jaz znam sicer povedati zdaj to, kar sem razdelal v sebi, veliko razmišljal, meditiral, se poglabljal in zdaj razumem, ampak z vami bom prebral. Vlada nima neomejenih pooblastil za obvezno prisilno cepljenje. Ne vašega otroka, ne vas, ne kogarkoli. To je zaključek sodbe. Zdaj pa, razlika med preventivnim cepljenjem, ko cepljenje ne ustavi širjenja okužbe in ne deluje zaščitno, pazite, ter med zdravljenjem s cepivi, ker imamo s cepivi zdravljenje in imamo zaščito pred širjenjem okužbe. Ja? Zdravljenje s cepivi zahteva konsens po zakonu. Ko se v telo ne sme posegati, če pacient zdravilo in način zdravljenja zavrne. Cepiva, ki so pa proti širjenju okužb, in ko ti nekdo reče, da se moraš zaradi drugega cepiti, ja, da ne širiš okužbe, so pa cepiva oziroma terapija, za katero rečejo, da je terapija, ki nisi bolan, prvič, drugič, okužba se pa ne širi in ni dokazano, da cepivo preprečuje kakršnokoli okužbo, hkrati ti pa rečejo, da je terapija in predpostavijo, da si bolan. Torej, če si v terapiji, je predpostavka, da imaš bolezen, ker jo zdraviš s terapijo in v tem trenutku lahko rečeš, da se zahvaljuješ in ne sprejemaš tega, ker je to že zdravljenje, čim gre za terapijo. Članek v časopisu, ki sem ga dobil in sem tudi potem, seveda vam tudi link do tega originalnega sodnega akta dal, ki sem ga poslal v mailu, je bil v New Yorku, Rayleigh proti New Yorku. V tem primeru je sodišče razsodilo, da Jacobsonova sodba iz leta 1905, da je dovolila sicer obvezno cepljenje proti ošpicam in da ne velja za obvezno zdravljenje z zdravili za COVID. Več o tem je pisano tudi v tej sodbi in sodišče je ugotovilo, da se ta sodba nanaša na obvezno cepljenje, ki je namenjeno preprečevanju širjenja bolezni na druge, medtem ko se obvezno zdravljenje z zdravili COVID-19 nanaša na zdravljenje, ki je namenjeno zmanjšanju simptomov pri okuženem prejemniku cepiva. In sodišče je menilo, da Jacobsonova sodba ne velja za to vrsto zdravljenja, tako da je sodba v tej zadevi New York proti Rayleigh pomemben precedens za pravo v javnem zdravju v ZDA.
Pojasnjuje, da vlade nimajo neomejenega pooblastila za sprejemanje zakona o cepljenju. Vlade lahko sprejemajo zakone o cepljenju le, če so ti zakoni racionalno povezani s preprečevanjem širjenja bolezni. Delujoče cepivo, ki bi preprečevalo okužbe, pa ne obstaja, kot so sami zapisali in kot kažejo rezultati zadnje pandemije in zadnje znanstvene študije, njihove same. Torej, sodba še enkrat je pomembna tudi zato, ker poudarja pomen individualne avtonomije našega telesa, našega obstoja, našega jaza, mene in tebe, ki sva avtonomna in se imava pravico odločiti, ali se bova cepila ali ne. Pravniki v Ameriki že korigirajo svojo pravno prakso po zgledu te sodbe in upam, da se bo tudi kakšnega našega uradnika dotaknilo, ker očitno nihče ni imel te slike tako jasno razdelane. Če pa jo je imel, pa je ni hotel slišati. Tako, zdaj bom takole rekel, predlagam torej 8 minut pavzice po teh uvodnih 30 minutah, potem pa totalka, razvozlali smo pravi skriti namen 17 ciljev trajnostnega razvoja Agende 2030.